Tik pred volitvami smo preverili, kaj predsedniški kandidati radi počnejo v prostem času. Ker za Boruta Pahorja vemo v bistvu samo to, kaj počne v prostem času. Se pravi, teče, leži na ograjah in gleda seveda miške male. Precej manj znano pa je, kaj dela, ko je v službi kot predsednik. Od kandidatov pa nas je z izbiro hobija najprej pritegnila Nataša Pirc Musar, ki rada hodi na bowling. Veste, kaj je bowling, ne? S prijatelji pijete pir, tu pa tam vržete kakšno kroglo. Podrtih keglov je vedno manj, na koncu pa se sami podrete kot kegel, a ne? Zabavni pa športni bowling sta dva svetova, ne? Zabavni bowling je super, ja, imaš špico, imaš žirafo, tekmuješ s svojimi prijatelji, kdo podaril več keglov, a ne? V športnem bowlingu je pa to kar zahteven šport. Zabavni bowling. A veste kaj, a obstaja sploh zabavni bowling za Natašo Pirc Musar? Jaz imam občutek, da gospa iz vsega v življenju naredi naporno tekmovanje. Ni čudno, da je prva napovedala kandidaturo. V tem je bila 100% zmagovalka. Čeprav glede na videno, bi mi njen reklamni plakat Jumbo mal popravili. Takole. Hudičevo tekmovalna. Dajmo pogledati, če znajo v Kočevju prosti čas preživljati kaj bolj sproščeno. Ubijanje živih bitij mi ni blizu. Se pa rad zasiguram, da je mrtvo bitje res mrtvo. Mene malo spominja na Clint'a Eastwooda na tem posnetku, vas ne? Tudi njemu bomo malo plakat popravili in sicer takole: se počutiš srečnega, zdaj. Mnogoteri pa bi za predsednika vseeno zbrali koga bolj miroljubnega, nekoga, ki ne mara orožja. Kdo bi to lahko bil? Predsedniški privilegij. Predsedniški privilegij je rdeči, verjetno, ne, potem pa je modre, moja najljubša barva. Evo, ko bom imel dan odprtih vrat v predsedniški palači, si bo ljudje sami lahko izbrali svoje barve in bom jaz vzel tiste, ki bo ostala. Torej otroci ne bodo dobili sladoleda, ampak bodo lahko igrali družabne igre. S predsednikom. Kandidat Kordiš in tovariši v prostem času radi igrajo na mizne igre, samo da so po Kordiševih pravilih. Ne? Naprimer šah, samo da vsi kmetje so lastniki vseh pol. Recimo, Monopoli, kjer so vse parcele državne, pa najbolj vredni poli sta avokado pa koka. To je najbolj, to moraš... Ne, domnevamo seveda. Zdaj, da se noče igrati zemljo krast, predvidevamo tudi. Človek ne jezi se, pa je igra, ki jo bo po volitvah verjetno igral v družbi samega sebe. Še bolj miroljubno kot tovariš Kordiš pa je pred našo kamero deloval kandidat z nasprotnega političnega pola. Siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Koroško, tja pod Uršljo. Dajte me popraviti, če se motim, prosim, ampak a ni point teh intervjujev, da si kandidat dela pozitivno reklamo? Kaj je letos s tem cringe festom, jaz ne razumem. Očitno je Cigler Kralj tisti tip desca, ki reče: počakajte me, grem domov po kitaro, pa pride nazaj, pa nim benga več. On tak je. Njega poganja. Ja, človečnost je pa ena izmed, lahko rečem, mojih močnih komponent. To so mi povedali vsi, ki so z mano kdaj delali. In ena izmed mojih je, da bi rad pripeljal malo več človečnosti. Ja. Cigler Kralj je človečnjak. Ostali kandidati pa so, kaj jaz vem, kuščari očitno. Bo razložil dr. Fakin Sajko ob priliki. Ne vem, če ste vedeli, ampak Cigler Kraljevo skavtsko ime je bilo Pojoči Gams. Ampak na podlagi tega, kar smo videli danes, bi bil prej Cvileči Hans. Na talentih nima šans. Na soočenju na naši televiziji so se kandidati lotili še ene pereče teme, in sicer nahrbtnikov. Dajmo si pogledati. Ja, jaz si res ne želim, no, da bi nekdo, ki ima Janšev nahrbtnik, vodil državo. Jaz razumem, da gospa Nataša Pirc Musar ne želi, da zmagam jaz, ampak lahko rečem, da sem ponosen na svoj nahrbtnik. Gospod Prebilič, ste želeli še kaj o nahrbtnikih? Ja, jaz mislim, da ta razprava o nahrbtnikih je zanimiva. Sam menim, da sem v tem prostoru oseba, ki jih nima. Jaz sem siromak. Jaz imam sam culico. Nauk zgodbe v hribe s Prebiličem ne bomo hodili. Po drugi strani pa gospod Logar očitno nosi dva nahrbtnika. Nauk te zgodbe, Logar je šerpa. Hej, preden greš,
klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.